Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Včeraj sem se za nalašč izogibal eni debati o novi frizuri Erlinga Haalanda. In se nisem mogel temu izogniti, pol čez dan, gled kamorkoli, kjerkoli sem bil, nekdo je bil, ko je rekel, čuka pa Haalandova nova frizura. Če pa je kar sprememba, ne? Pa tudi tako je objavil na vseh družbenih omrežjih, da nisi mogel mimo tega. No tako. In zdaj, vidiš, to je to. In zdaj končno celi svet ve, kako se mi počutimo, ko gre Jeger k frizerju. Redo je. Dobro, jaz smo delali. Imam lepo frizuro, zdaj smo urejeni. Okay. Ali mislite, da je frizer vrgel bek lase? Ne. Ker zdaj veš, kak je pri nas, ne? To je pač puno na tleh, pa vsake toliko časa gre, pa malo pomete, najprej v kup, pa... Po mojem ne. Ne. Če je pametni, jih ni. Te zlate premene, ne? Najprej da preveriti, ali so res suhega zlata, tako so eni govorili, pol pa hitro na eBay, ali kam se pa če da, ne, da je. S certifikatom, ne, in pol še, veš, ko si je tako gledal, še tako zadaj hitro, diskretno selfie naredil, da se ve, da je res, veš, tako si pa. Pa da ga ni videl Haaland v špegli, ker bi bilo nerodno. Tako da ja, to je. Dober je. Ti je zdaj bolj všeč? Ja, zelo je. No, okay. Taki moj type je zdaj. Kaj pa Jeger je tudi bil pri frizeru? Dobro, ne bomo šli pa okay, da postiti to na strani. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od priključka Ljubljana-Šentjakov, oziroma od uvoza Krtina do priključka Ljubljana-Šentjakov, dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut, sicer pa tudi... Kamera je bila to stara vikinčka, ne? Verjetno, ja. 6 km! Sicer pa tudi predmet na vozišču. Ola rekel, nup, pa se nuper, v ledeno morje. Pardon. In pa še predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Najprej sem spal, to se redko zgodi, čist do budilke. Budilka me je potegnila z enega drugega vesolja, tako trdno sem spal, poznamo to, ne? Ja, seveda. Bolj sem vedel, da ne bo nekaj v redu, ker šel v kopalnico, pa vse to, pa gledam, pa kaj te jaz tako slabo vidim? Se oblečem v vse, pa kaj te danes je sama megla? Ali da sem pozabil očala na nočni omarci, kar pomeni smo ujetno z nekoga zbudo. Ne hote, ne, ker hoče mi tiho, hočeš i tiho, ampak pa ne gre. Pink Panther zjutraj ne deluje. Pol se že hočem odpeljati, pa se spomnim, danes plastiko peljejo. Se vstavim, grem ven, tako sem že bil malo pozen, pa te ono kanto, ne. Nisem kante ven dobo, ne. Te sem tam ružil, sem verjetno še soseda zbudo, ker imam pač tako zložene, se vseeno. Se to vun privlečem, se vsedem v avto, hočem zapreti ograjo z daljincem in ker sem imel zjutraj, ne vem, 2 bukovi drvi, nisem imel rok, mi je padlo. Med luknjo. Tam med zicom pa... Preden sem stisnil, ja, seveda. Ampak ne na voznikovi, na sovoznikovi strani, kar pomeni, moraš še iti enkrat ven in okoli in tisto ven loviti. In padlo mi je tako perfektno, da nikak nisem mogel in pol sem že bil tak živčen, da sem spodaj pod vsemi tistimi, ko je pod zicom potisnil tak roko not, da sem ga dobil, pa roke nisem vedel. In sem zjutraj v temi klečal na sovoznikovi strani, pa prosil za roko, škarem avtu in roko vun cukal, živčen do amena, bolj tak, da mi je končno, sem jo potem nekak ven potegnil in prisežem, da sem si zapestje zvil, ker me boli. Kak je bil pa? Pol sem se peljal in najprej nabasal na nekoga, ko si že tak pozen živčen, roka te boli, vse ti gre na robe, zaspan si, ne vidiš prav. Pol sem nabasal na nekoga, ki tam, ko je 50, vozi 38.
Pol sem nekako prišel mimo pri pač prvi priložnosti, ko sem lahko desno zavil, pa šel po drugi strani. Pol sem imel vse rdeče. In pol zadnji udarec pa je bil, ko sem se pripeljal v garažno hišo. Jaz imam ful problem, ko je prazna garažna hiša, jaz ne vem, kje naj parkiram. In se bolj vseeno odločim in se tako bedno postavil, da sem mogel 3-krat popravljati, ko sem res parkiral. Kaj je danes za en dan? To je vedno dobro vedeti. To je vedno dobro vedeti, da ni kar nekaj, ne, da rečeš, 25. avgust. Ne. Kar je prvo, danes je za en dan, zdaj smo v tistem tednu, ko že je poletje, samo nekak ni več. Ne. Sicer še je avgust, ja, ampak ni več avgust. Absolutno ni več tak ono avgust, ko rečeš avgust, ko je neki 3., 4. Ne. Zdaj je tak občutek, ko v nedeljo zvečer pred novim delovnim tednom. Tak nekak je, ampak zdaj pač to cele dneve traja. Ja. Okay, na današnji dan leta 1939 je bila premiera filmske klasike Čarovnik iz Oza. Wicked Witch of the West, prvič, ko sem jaz to gledal, ko sem bil mali. Sicer je bil stari film, ampak takrat v začetku 80-ih še nismo vedeli, kaj so stari filmi, ne. Ko so to vrteli pač na TV Ljubljana, ne. Takrat so pač niti ni bil novi film. Že takrat smo rekli stari, samo jaz sem imel travme po tistej zlobni čarovnici Zahoda. Priznam, Judy Garland, ne, in mali Toto, pa vse to. Na današnji dan to bo mogoče pomembno zate, Ema, ali pa tudi ne, ampak to še mogoče nisi vedela. Na današnji dan leta 2010, Ja. torej ti si bila stara koliko, 4 leta? 5. Ja, koliko si bila stara? Ja, kaj 20? Ja. Ja, 5, kaj? 5, kaj si? Lepo. Kaj, Ege? Ja, 5 je bila stara. Že te je bila stara, ja. No, takrat je šel Instagram ven v beta fazi. Res? Kaj? Ni to bila tako lani? Ne, dolgo nazaj je to bilo, ne? Wow. Ja, danes ima recimo rojstni dan tudi Blake Lively. Je star. Kot to s tobo je. Kaj je? Kaj njo ne maramo? Zakaj ne? Kaj ne? Zato, ker je bila nesramna v Gossip Girlu kot Sabrina. In od takrat... Nesramna, samo luštna? Niti ne. Spregledaš. Kaj niti ne? Ima taki malo Pa nos. dobro. Boš govorila. Ona se vsako jutro prebuja v Brianu Reynoldsu. Tudi to. Dobro, ajde, mogoče to Mogoče je... to ima plus. Ja, to ima plus. In pa to moramo povedati, danes je 77 star Gene Simmons. Gene Simmons, basist skupine Kiss, znan po svojem izjemno dolgem jeziku. In potem, da ima, zdaj če bi moral pravi za vsako delati luknjo na pas, bi jih rabo na 100. Se je pohvalil. Pasov, ne luknjo. Bi male luknjice delal, pravijo. Pej skup. Jaz sem enkrat o teh njegovih številkah že pred leti razmišljal pa računal, pa mi nikak ni šlo skupne. Pa so bile zabave, veš. To jih je po... se vseeno. A ja, okej, zdaj vem. Okej, ker sem taki pas, luknje. Okej. Ja, to so pač, se bo ima. Se bo zrasla. Ena stvar pa je, pa me zanima, ali mi lahko da kdo kak pameten odgovor, zakaj je to tako. Tudi v SMS-ih na 051 220 220. Počakaj, Igor, preden ugotoviš. Vprašaj, samo jaz imam ogromno pametnih odgovorov. Ne bo šilko spet. Ampak mimo tega, čiza res, zakaj je vedno najboljše tik pred koncem? Pomisli. Celi čas, recimo, ne vem, si na morju, celi čas se ti malo že potem leče, malo brez veze, pa zadnji dan nekoga spoznaš ali pa karkoli in je tak fajn, da nočeš več iti domov. Ali pa recimo, ne vem, so počitnice, cele počitnice, teraš otroke ven, idite pa družite se, pa bodite, pa ne, pa nikak, ne, pa sem pa tja, bo pa zadnji teden, pa vsi pa vse. Vama je znan ta koncept? Absolutno. Ja. Absolutno. Vsako leto. Jaz sem dosti razmišljal in sem ugotovil, da je mogoče to
samo zato, ker je, se pravi, da je to način, da ti življenje pove, kaj vse zamujaš. Oziroma z drugimi besedami, kakšni butelci. To je moj zaključek. Ampak nisem zadovoljen z njim. Jaz bi rekel, da se pač tisto, kar je lepo, pa fajn zaključuje, da pač prihaja spet neka rutina, nekaj slabšega, pa ne bi rekel slabšega, ampak pač spet neke obveznosti in da takrat, ko začneš ali z dopustom, ali s počitnicami, se ti zdi, recimo pri nas 14 dni, koliko pa pridejo zadnji 3 dnevi. Recimo, zakaj je najboljše na koncu? Pač se najboljše stvari zgodijo vedno tik prednje fertik. Se mogoče ne, ampak tebi glava kao sporoča, ker je skoraj konec in zato se ti zdi, da je še tisto definitivno boljše. Ne drži. Ne, nisem me zadovoljil z odgovorom. Kaj mene gleda? Ok, oprosti. Ja, ne vem, lahko. Jaz menim mogoče, da pač samo tisti zadnji dan si samo probaš tisto, mogoče kaj ne bi prej. In pol ti to mogoče postane všeč in si samo tako, Ne. Nisem zadovoljen z odgovorom. Z mojim bi lahko bil. Ne, nisem, z nobenim odvajal, niti svojim razmišljanjem, tako da. Malo debatiramo o tem, zakaj najboljše vedno na koncu, pa moraš iti, ali pa je fertik, ali pa je najboljša moderacija, pa dobiš odpoved tega, pa si že, to graj. Ampak res, spomnite se, ko ste bili mlajši, ko vam je že šlo tako na živce, na morju nekako se več ni, vse je bilo isto, pa zadnji dan ona pride, ali pa karkoli, veš kaj ti hočem reči. Imam en tipičen primer tega, ko sem bil mali, še 6-7 let star, tavhat, nisem hodil potopiti glave pod vodo, zadnji dan pa bi jaz tavhal, pa ste morali, bo se pa jokal, ne? Ja, voljda. Kam da je domov, če jaz tavham? To se je zgodilo pri meni. Ivan je pisal v SMS-u na 051-220-220, dobro jutro, Ivan, mi bo grede, ne? Ivan je napisal, to je približno tak kot, šubi-dubi. Najprej se trudiš, da dosežeš, kar hočeš, pa to, pa se matraš, pa delaš, pa najboljše prije na koncu. Ima prav, ja. Je en zelo zanimiv vzornik. Čez 2 dneva, v četrtek, to zelo hitro, v bistvu, takrat, če spimo, pa bo v Mariboru ta tradicionalni festival za konec poletja, oziroma konec počitnic bolj, poletje še v septembru tudi, jasno da. Mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor, ki bo na trgu Leona Štuklja, to je, se to že zdaj vsa ta leta poznamo, ni treba kaj veliko, razen, da je leto še poseben poudarek na besedi mednarodni. Ja. 3-dnevno street food kulinarično doživetje bo od četrtka do sobote vsak dan od 11. do povdne do 10. zvečer, prostop, tako da si lahko celi dan planiraš za vse obroke, pa verjetno ne prideš skozi. Razen, če si res taki majster, ali pa mojstrica, da, pa vseeno neka količina gre. Tako da to je vrhunsko, ampak seveda je treba to, na tem radiju moramo to obeležiti na poseben način, zato bomo tudi tokrat naredili veliko toto street food pojedino, velika miza bo tam na prvi dan festivala v četrtek o 5. Za 10 izbrank in izbrancev s celotnim prerezom. Vse, kar je. Vse, kar je, vsega pomalo, vse probaš, tako da ko greš od tam iz tote street food pojedine, lahko rečeš, da si celi festival odkljukal in bolj to, kaj najboljše še v prihodnih dneh podupliraš, ali pa potripliraš. Čekaj ti hočem reči. Taki plan imam jaz. Imaš, ne? Seveda. In dobiti povabilo na toto street food pojedino, najprej, če vas seveda zanima, vabljeni, da pošljete SMS in nam date vedeti, da bi radi prišli street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in potem se bomo šli igro, ki se ji reče svetovni kulinarični popotnik Matic Jeger. To sem jaz. Glejte, igra. No in ko vas izžrebamo in pokličemo, bo Jeger nas popeljal v eno od držav, ki bodo zastopane tam. Tako?
In potem bomo morali skozi njegovo kulinarično doživetje, skozi stvari, ki jih on opisal, da je tam, ko je popotoval svojih popotovanj. Sem hodil okoli. Ja, seveda, kaj je on tam jedel in katera država je. Torej, Jeger, dajmo eno testno igro, samo da bomo videli, kak je med vas, bova probala ugotoviti, katera država je. Ok, daj. Kje sem bil, ko sem jedel to? Bili so koščki piščanca, dimljeni, predvsej, pekoči, ne? In pol, za moj okus kar divji, fejs pekoči, in pol jih je kuhar mojstersko umiril, ne? Z okusno, ognjeno, oranžno omako, polno začimb in paradižnika, bilo je vrhunsko, zraven pa snedo tudi tako dolgo hrustljavo palačinko iz fermentiranega riža, ki je v osrčju skrivala pravi zaklad, taki nežen, z gorčičnimi semeni, plemenitem krompirjev nadev, in na koncu sem hotel še govedino, pa je tam nisem dobil. Ok, kaj misliš, Ema, v kateri državi je to poskušal svetovni kulinarični popopot? Kaka Tajska? Kaka Tajska? Tajska, Ema, ni pravilen odgovor. Ne. Čeprav bi lahko bilo. In Tajska bo zastopana, ne, tam. Bo, ampak ni bila, tam imajo ogromno začimb. Naj uganem, ali je tam dosti slonov? Je. Ali je tam nekoč bilo pod angleško nadvlado? Ali je tam, kjer si bil in to jedel, pač to državo svojim ljudem z mirnim protestom oziroma serijo mirnih protestov vrnil en tak mali z okroglimi očali, brez las? Seveda. Je. Ali je tam svoj čas bila predsednica Indira Gandhi? Je bila. Ali je tam bil pol predsednik tudi Rajiv Gandhi? Bil. Ali je to... Ali je to Indija? Je to Indija! Bravo. In tak bi recimo... Se bi lahko tudi opisal kari, ali pa samo tisto je bilo prelahko. Sicer sem pol fejs pomagal z govedino na koncu, ker tam je krava sveta žival, ne, in tam pač govedine ne moreš. Tam krave kuj tako hodijo. Tako kot marsikaterem mestu, pa ne bomo se kazali neočitno. Ker sem zadev s tem. Tako da na tak način, in zdaj, če bi sve to bila igra in bi jaz pravilno odgovoril, bi Jeger rekel, izvoli, dragi poslušalec Dejan, tukaj imaš 2 mesti za veliko mizo na toti street food, pojedini sta tvoji. Veš kaj, Jeger? Lepo, da si bil pri frizeru, moram te še enkrat. Res je, zelo. To je tako čudovito. Lep fant si, Jeger. Hvala. Ne, se tudi samemu sebi sem všeč. Zadnjič je tako skrušen, ugotovil, kako je slabo shujšal čez poletje, te ne bo še zdaj malo zraven, kakaj deka pri teh pohvalah, pazi to, ne. Mimo grede, ali je še kdo vesel, da so Lakersi odleteli? Šli so? Hvala Bogu. Kaka norija je bila pa okoli tega te 4 dni. Karkoli si odprl, kjerkoli si, Lakersi, oni so tam, oni so to. Pa da bi te vse v najlepše mesto v Sloveniji oziroma na svetu prišli. Res je. So jih tam po Ljubljani pa po Bledu vozili. Tako zelo tipično, ne? Zelo tipično, ne? Če greš v Slovenijo, kao, ne, Ljubljana, Bled, in pol je konec. Mogoče Postojnska jama, ampak perti. Tu malo zavlekli gor na Vinsko cesto. Recimo. Neko klet note. Tako bi bilo po mojem, tako po 1 uri bi jim bilo že vseeno, da bi se gor rukali celi cajt v Belp, kaj ti hočem reči. Ampak dobro, glej, promocija Slovenije je bila še enkrat več, bravo Luka. Zdaj pa hvala Bogu, da je konec. Zdaj pa idite trenirati. Tako da te bo nekaj letos. Ja, tako. Da ne o tako, zdaj ne, spet pa to. Ker pričakovanja so, zdaj ste bili tu, zdaj je fertik. Zdaj pa tak. Že vse skozi spremljamo eno zgodbo, ki se razvija v pravo dramo. Sicer ni zdaj odločilna, tako nasplošno, ampak je odločilna za enega pilota iz Maribora, za Marjana Vedlina, ki je kupil letalo v Novi Zelandiji in se odločil, da bo letalo iz Nove Zelandije pripeljal sem. Kaj se pa je njemu vse že zgodilo? Najprej ni šlo, pol ni bilo dovoljenja, pol ni bilo enkrat mes goriva, pol je crkla elektronika, pol je nekako uspel priti do
Filipinov, pol na Filipinih je moral podaljšati za 4 ali 5 dni, pol je končno odletel dalje, pol so ga prestregli lovci nad Okinavo in ga pospremili na letališče, vojaški reaktivec F-15. To mora biti tudi doživetje. Ne, ko te prestrežejo, ti pripeljejo pa pokažejo, ne, da moraš jim slediti na letališče, ker ni hec, ampak bilo je vse v redu, zdaj bi moral iti že zdavnaj dalje, ampak zdaj pa ne more iz Okinave, ker se približuje tajfun z hitrostjo vetra skoraj do 200 na uro in je bila težava tudi avion dati v hangar, ki je stal $3 na dan, ne? Ni tako, to ni tako kar drag hotel za avion, ne? Ja. Okay, kaj je ta trenutek? Marjan, dobro jutro, da si zamešal, Mladen je mojata. Mata ni pilot. Torej, Marjan, dobro jutro na Okinavo, kakva je situacija? V bistvu gremo v letalo predstaviti posebno hangar, ki je v bistvu narejen proti tajfunom, namreč verjetno že veste, da se Okinavi, predvsem Nahi, bliža tajfun Sandel, ki bi naj povzročil prvič ogromno dežja, drugič pa vetrove tam med 150 pa 180 km na uro. Tako da jutri zna biti zanimivo tudi v hotelu na koncu koncev. Naš plan je, da gremo naprej v četrtek zjutraj. Prej se verjetno enostavno ne bo dalo, ker drugače enostavno so vetrovi premočni, da bi lahko se varno letelo oziroma da se bi sploh lahko letelo. Tako da predvidevam, da bo tudi potniški promet ustavljen, tako da nismo edini, ki bomo ostali na zemlji. Ampak Marjan, dokler ste zdravi, pa vse štima, se bo že ostalo porihtalo, to bo šlo mimo, ampak kakvi vetrovi, ha? To bo zanimivo, bomo imeli pravzaprav javljanje v živo iz tajfuna. Iz središča tajfuna. Ja, noro. Tako je rekel, še v hotelu bo po moje zabavno, ne? Definitivno. Kako veter je to. O tem bojo enkrat lahko film tudi posneli. No, malo neke akcije more biti, ne, pa Milva z Egrom bi igrala, Eger bi zadaj sedel, veš, ko bi prišel F-15, bi ga najprej ignorirala, pol bi šli malo v dogfight, ko pa bi le, dobro, glej, ne, 2-krat sem te imel na muhi, liml, ne, grem zdaj te dol pristati. Ja, bomo spremljali zgodbo in seveda verjamemo, da se bo razpletla srečnim koncem na mariborskem športnem letališču v skokah na LCB-ju. Včasih, oziroma kadarkoli se le da, in smo veseli, da je tako, pomagamo, če le lahko. Absolutno. In če imate kakršnokoli težavo, kličite, pišite na vse naše naslove, ki jih najdete na totiradio.si in bomo poskušali dobiti odgovor. Tako nas je recimo včeraj klical zaskrbljen poslušalec iz Pobrežja. Dobro jutro, Vrtnak Mirov tukaj. Jaz bi javil tu na Pobrežje Markovičeva Čopova. Tam je vrtec. Kaj se dogaja? Tam ni niti ene cestne razsvetljave. Tu eno ulico prej 5 cestnih svetilk, gori pa vse, tam pa ni dobene svetilke, nekje 100 metrov. Če že gledamo zdaj varnost, šola se prične, vrtec se prične, vse se začne. Tega pa dobedne enak vide. Zdaj zima pride, celi dan skoraj tema. Hvala, lep dan vsem. Evo, no tako. Torej ta razsvetljava in Jeger je takoj šel v akcijo. Se razume. Tu so informacije. Z mestne občine Maribor so odgovorili tako, da mestna občina vodi uradni kataster javne razsvetljave, ki zajema tudi območje Markovičeve ulice in okolico vrtca Pobrežje. Po podatkih katastra je javna razsvetljava na tem območju vzpostavljena, v neposredni okolici vrtca pa so svetilke že zamenjene s sodobnimi LED sijalkami. Nekaj teh svetilk na širšem območju pa bo v krajšem obdobju tudi zamenjanih. Zdaj, kar se tiče tam v okolice vrtca Pobrežje, bodo, tako sem rekel, zamenjali te svetilke, hkrati pa bodo preverili, ali je na Benkovi ulici, ki je pravzaprav na Benkovi ulici je vrtec Pobrežje, ali tam poleg obstoječe razsvetljave, da je še potrebna dodatna osvetlitev, to pa zahteva terensko preverbo dejanskega stanja v nočnem času, ampak so zapisali, da bodo to preverili. Kar se pa tiče Čopove ulice, ki je bila tudi omenjena, to je ena ulica nižje, tam je res en odsek, meni so
poslali tudi sliko iz tega katastra in tam, če zaviješ iz Markovičeve v Čopovo ulico, je en odsek 60 metrov, kjer pa res ni razsvetljave in na občini pišejo tako, da posamezni odseki, kjer osvetlitev ni zadostna ali je ni, so izjeme. Sicer je javna razsvetljava vzpostavljena na vseh ulicah v mestni občini Maribor, gre za približno 15.500 svetilk, tam kjer pa jih ni oziroma so izjeme, jih pa na občini obravnavajo individualno in zato lahko občani pobudo za izboljšanje razsvetljave posredujejo občini, ta pa potem preveri na terenu in oceni, ali je potrebna dodatna osvetlitev ali ne. Ok, zdaj mi smo dali pobudo, domnevam, da... Tako, tudi občan je rekel, da je že klical na občino, tako da zdaj vse to tam je. Okolica vrtca, enota Kekec je tam, je javna razsvetljava. Ok, preverili bodo samo še na Benkovi ulici, ali je potrebna dodatna svetilka, na Čopovi pa očitno bodo tudi preverili na terenu, ali se... No, vidite, tako se rešujejo problemi. Tako? Si ponosna na Egra? Sem res bral Egra. Sploh, ker gre za Pobrežje, ko vemo, obvezno. TBG pa to. To, moramo urediti to. Ima je z Pobrežja, namreč ne samo toliko. Ne, ampak ja, gre za varnost. Tako. In hvala poslušalcu, da je opozoril. Hvala Eger, da si gnjavo na občini in verjamemo, da se bodo te stvari tudi uredile. Drugače pa, ustavo bo treba brati, ne? Ja, tako bojo dali, zdaj v prvem razredu že. Ok, zdaj pa samo toliko. Hej. Kdo je od odraslih prisotnih v tem studiu že bral slovensko ustavo? Jaz. Ja, zaradi faksa, ne? Tako je. Ok, naj drugače vprašam. Ali jaz ne enkrat malo prelistal, moram reči, nisem detaljno se lotil. Ali bi, če ne bi bilo to obvezno na fakulteti, bral ustavo Republike Slovenije? Verjetno ne. Ali so otroci v prvem razredu, če vsi mislim, da vseh črk ne poznajo prav, pripravljeni, da lahko berejo tako čtivo? Ne. Ali bodo razumeli tako čtivo? Zagotovo ne. Razen če ostava v stripu, mogoče. Staja? Mogoče so sliči. Ja, lahko bi prilagodili ostavo, oziroma to vse skupaj. Otrokom prvega razreda. Ja, res to. Se pravi, čem, samo malo je to Severna Koreja. Tu imate pa en mesec, da se na pamet naučite. No, ampak glej, dokler otroci berejo, veš, kak je problem, da nočejo čitati, ne? Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tine, zdravo. Zdravo. Lepo te videti. Hvala. Vidiš, tak, ne? Tak, ja, no, vse. Ne, se pač učita se šlifa, samo toliko, ne, mladi. Ok. Kaj pa Eger, ko je bil pri frizeru? Takoj sem ga videl. Takoj sem ga videl. Dobro, ne? Škoda, da te ne reši, ne? Je korak v pravi smeri, samo droben. Ampak veš, kaj je rekel že legendarni Armstrong, ko je stopil na Luno? That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ja. Tako. Jak se ima zabava. Ok, Tine, kaj si nam pripravil? Pozabili ste reči, da se bojo še v zastavo lahko mali ovili, ko bojo brali ustavo. To. Brali pa bojo na avtobusu, ker se z avtom tak ne bo mogli pelati, ker je predrago. Predragi benzin, ne, ta teren, oziroma sploh dizel. To je bilo... Ja, rekord je. Tak drag še ni bil nikoli. Ja, vsi vemo, kdo je kriv, pa ne vem, da s prstom kaj. Ja. Jo, kaj če bi nekaj drugega, prosim. Malo bolj veselega. Ja, mi, pač, ko ti prideš, je vedno veselje. In sicer Mattel, to je firma, ki dela vse barbike. Tudi med drugim. Kene. Skratka, prirejajo prvo tekmovanje sicer bo potekalo v Los Angelesu v Uno kartah. To jaz ne smem imeti. $50,000 je nagrada. Wow, lepo. Lahko se prek spleta kvalificiraš. Aha. Lahko pa greš na Florido ali pa v Illinois. Tam imajo pretekmovanja pa to in to, $20 stane dostop, da šlago na internetu, recimo, ne vem, če bi za Jeger šel špilat, da ga mi gledamo, ne? €20 moramo to plačati. $20 stane. To definitivno ni za mene, veš, ki bi jaz samo zmagal. V tem, ko na koncu, ko
zgubim z najbolj debelim šopom kart v rokah, kak jih nekomu v glav vržem. Tu bi se lahko. Tu pa kak hoblaš, kolega. Komu niso jasna pravila, ki so jasna meni, ne? To problem. Tu so se zmenili? Ali kakva uradna pravila en? Ja, pravila so taka, ko jih Mattel ima, Okay. ne tista, ko jih imamo mi malo, ja. v vsaki hiši drugačna, ampak taka, ko pač piše. Ne? Mi imamo eno pravilo za uno, ko gremo špilat, ne kličemo Atija. Okay. Ker Ati sam pride. Ne. Jaz takrat imam ful nekaj za delati vedno. Ok, Tine, hvala lepa. Zanimivo, morda pa kdo mogoče bo prvak celo iz Slovenije. Aha, yeah. Kaj to pomeni? In zakaj je Jeger tak vesel? Pomeni, da bomo jedli. Oh, yeah, come on. Nosi, nosi, nosi. Nosi, nosi, nosi. Pa krajc! Nosi. To bo, tak bo Street Food Festival, mednarodni Street Food Festival v Mariboru na Trgu Leona Štuklja. Začne se v četrtek in traja do sobote, vsak dan od 11. do povdne do 10. zvečer. In moraš priti definitivno. Ni izgovora, da ne bi ene 3/4 ure ali pa 1 uro vmes najdo vsaj. Ja, in vsaj, da pa, prideš. da vsaj na eno brok prideš, Tako. se ne zdaj kaj dosti. Mislim, lahko na dosti. Lahko, ne, da se bo to normalno. In mi bomo na tem festivalu pripravili, in to že na prvi dan, ob 5. popovdne, zdaj že po svoje kar legendarno, drugič že, tako da tradicionalno, to street food pojedino, dolga miza, za njo 10 naših nagrajenk in nagrajencev, oziroma pravzaprav 5, no, ampak je za 2 osebi, tako da za to 10. In ja, če želite zraven, če želite vabilo, to so zelo ekskluzivna vabila, samo pošljite Street Food in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in počakate, da vas izžrebamo in pokličemo. In prvi danes zjutraj, ki je bil izžreban, je poslušalec Mario. Mario, dobro jutro. Jutro. Ja, jutro. Kak je Mario? Kaj da rečem, vam hvala, na čisto sem, ne? Dobro, nič ne rabiš več reči. Mario, gled, mi imamo za tebe eno priložnost, eno vabilo na mizi. Veš, ko se začne v četrtek Street Food Festival, mednarodni Street Food Festival tukaj v Mariboru, in mi pripravljamo eno posebno doživetje, velika miza, ta Street Food pojedina, celoten prerez ponudbe, se pravi čvrste in tekoče. Vse, kaj bo tam, bo na mizi, tako da se bomo napokali, glej, jaz ti rečem, tako da se bojo menili. Ja, vrhunsko, ne? Ja, zate in še za nekoga, ki ga boš peljal s sabo, seveda, ampak da bi to vabilo tudi zares dobil, morava malo sodelovati, poslušati zgodbo mednarodnega kulinaričnega popotnika Matica Jegra, ki bo opisal eno jed. In Mario, ti moraš povedati, iz katere države je to. Je pa od ene od držav, ki bodo torej sodelovale tukaj na Street Foodu v Mariboru. Torej, Jeger. Pazi, Mario, kje sem bil, ko sem jedel to? Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, ki velja za vrhunsko kulinarično poslastico in ima tak poseben von in okus, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? To je bilo to. In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino po vrhi, ki sem jo jaz iskal svinjo. In še en podatek, če zdaj štartaš recimo iz Maribora, potem čez ene dobre 3 ure pa pol, jo lahko tam že naročiš. Okay. Kje je bil kulinarični popotnik Jeger, ko je pač si sam malo pripravljal, pa je do to jed? To je to malo vzhodno od nas, oziroma zahodno od nas. Ja, zahodno od nas, tam ko raste. Italija, ne? Ja, tudi Italija, pa bila je nekoč Italija, zdaj je to Hrvaška, en polotok je. Ja. Istra.
Istra! Istri! Jeger, pa še ena, sam si rekel Jeger. Ja, saj je res, sam si Jeger, rekel. pa še ena svinja sta iskala tartufe. Tudi iz Istre bodo specialitete na street foodu. Tako da, Mario, bodi povabljen. Dobimo se v četrtek o 5 na trgu Leona Štuklja. Koga boš sabo povabil? Bomo enkrat partnerko, ne? Ja, pa najboljše. Bravo, pravilno odgovor. Tako. Stari moj, veš, kakšne plus pike so to. Ja. To je za 15 rekreacij, ko se ti lahko zatakne. To je to, nič ne ostalo. Ok, Mario, evo, hvala za tvoj klic. Enako. In imej se nepozabno na trgu Leona Štuklja. Čas je za našo rubriko, spet je Ema vrezala. Pa dobro, nehaj ta. Ne. Nisem, kaj? Še prav začeli nismo. Ampak vedno počakamo kak dan, dva, da potem se spomnimo, kaj si vrezala. In sicer, ne vem, če ste vedeli, ampak pri polni zavesti je Ema v etru, v živo, v totem radiju, v totem jutru, par dni nazaj rekla. Ne, ful strah živali pa tega. Ja, kaj? Kaj pa je pa? Čekaj, še enkrat. Ne, ful strah živali pa tega. Kaj je tega? Točno to. Kot žužkov pa tega. Če pa to so živali. Ja, Pa to, ne? ja. To so živali, pa to, tako se reče, ne? Lega, To je vse živo bitje. pa to, ne? Ja, V redu, tako da nič, dobro jutro, pa to, Dobro jutro. dobro jutro. pa to, Pa 28, pa tega. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.